Pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke, predvsem pa lepa hvala vsem tistim, ki ste že glasovali v projektu Svetovid. Gre za popolnoma nov, svež projekt v Sloveniji, ki bo pomagal vsem tistim, ki so se znašli v eni točki, da ne vejo, na koga naj se obrnejo, kje jih bo nekdo nasankal in kdo ali kaj jim bo zares pomagal. Vabljeni torej k sodelovanju v projektu Svetovid. V Sloveniji opažamo vse več ponudb zdraviteljev, novih tehnik, metod, bioenergetikov, energijskih izdelkov, duhovnih knjig, društev za pomoč, delavnic, predavanj za osebnostno rast. Komu lahko zaupamo, da ne naletimo na šarlatane? Projekt Svetovid bo z izborom najboljših izdelkov, programov in izvajalcev na področju zdravilstva in osebnostne rasti v Sloveniji ločil zrno od plevela. S pomočjo izbrane strokovne komisije bomo tako v 8 kategorijah s certifikatom Svetovid izbrali tiste, ki so vredni našega zaupanja. A brez vas ne gre in vaše izkušnje štejejo. Delite z nami svoje mnenje, s kom ali s čim imate dobre izkušnje, kaj vam je pomagalo in dalo prave rezultate. Spletno glasovnico najdete na www.podelitev-svetovit.si, sicer pa jo poiščete tudi v reviji Karma, Misterij in drugi. V drugi fazi izbora Svetovid vam bomo zaupali, kdo so nominiranci posamezne kategorije. V Cankarjevem domu 23. marca pa se bo zgodil edinstveni dogodek v belem, kjer bomo podelili kipce Svetovida 8 zmagovalcem kategorij Svetovid. Pa poglejmo kategorije. Energijski izdelek, izvajalec zdravilstva, alternativne, komplementarne, integrativne medicine, izvajalec storitev na področju celostnega osebnega razvoja, društva z področja celostnega osebnega razvoja, knjiga slovenskega avtorja, spletna stran, radijska ali televizijska oddaja ter posebna kategorija prispevek k prebujanju in ozaveščanju Slovenije. Spletno glasovnico najdete na www.podelitev-svetovit.si ali v tiskanih medijih. Prijeli smo že ogromno glasov in moram reči, da je Slovenija na tem področju zares izjemno bogata in prav je, da delite svoje mnenje, dobre izkušnje z nami, to potem širite naprej in mogoče še kdo dobi odgovor na kakšno svoje vprašanje. No, kar pa se tiče zanimivih izdelkov in zanimivih ljudi, vi veste, da imam jaz izjemno strast, da raziskujem in spoznavam vse te ljudi. In evo ga, danes je v naši družbi Peter Česen, bioenergetik. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dober dan. Prvič pri nas, kar izvolite. Hvala lepa. Me veseli, da se bomo malce bolj konkretno spoznala. Vi ste kot bioenergetik ste kar povezan z elementom in sicer z glino. Ja, glina, zemlja, to je tista, ki nas nosi, ki nas zdravi, ki je čudovita in bom rekel še toliko bolj, ker v njej je mati zemlja, kot rečemo, se pravi tista, ki je rojeva nas in ki, bom rekel, nam daje vse dobro za nas. Vse dobro, najvišje dobro, ne? Tako. Veliko smo že govorili o tem, da smo v času, kjer živimo malce v Faradayevi kletki, kar pomeni, da je ogromno nekih nenaravnih materialov, nismo povezani sami s sabo, nismo v stiku z zemljo, smo kar malo v eni drugi kocki in liniji življenja. Vi pa ste pravzaprav tisti, ki ljudem pomagate, da znova najdejo sebe oziroma da so pretočni. Tako je. Glejte, mi se trudimo delati take izdelke in tudi storitve v bodoče, da bomo pomagali ljudem, da se povežejo z naravo. Se pravi, da so z naravo. Ker veste, da smo v takem času, kjer ni časa za ne vem kaj in si ne vzamemo časa, da gremo v naravo, da živimo in dihamo z naravo, da se, bom rekel, kotalimo po travi, da uživamo, da čutimo ta miris cvetja in vse te radosti, ki pač je v naravi. Zato sem se jaz obrnil na glino, ker glina, kot vemo, že tako je zdravilna, tudi za pitje, za uživanje, za obliže, za mazanje, za 1001 stvar. Tokrat sem pa jaz na podlagi tega, kar mi je vesolje oziroma naključje prineslo, sem se odločil, da bomo naredili neke plošče, diske in pa tudi obeske, ki bojo najboljše za vse nas. Te plošče pa so že delali stari Veneti,
tudi najbrž še prej, še kakšni drugi, ampak moram reči, da prihajamo v tak čas, kjer smo potrebni tega. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo tudi po zraku polno škodljivega sevanja in polno je vsega, kar tudi ni dobro za nas, nažalost. Mi se pa trudimo, da bo vse dobro za nas. Rekli ste, da so to uporabljali stari Veneti? Stari Veneti. Stari Veneti, oni so se učili v Grčiji oziroma so nekako prinesli to znanje iz Grčije oziroma morda tudi iz Mezopotamije gor v naše kraje. In tajevi Veneti so živeli nekako na beneškem področju. Oni so pa pustili nam ta čudoviti zaklad, ki ga prikazuje tudi ta slika, ki se nahaja v muzeju v Padovi. Glejte, to gre za venetski disk, ki ima svoj napis gor in, izvolite, in ta dobesedno napis nam pove, kaj ta stvar sploh je. Ta stvar je pa tako. Mirko Škrbina, ki se je dolgo let ukvarjal z prevodi venetskih pisav in tako naprej, je prišel do tega, da če mi beremo ta napis iz leve proti desni, nam pomaga in nam govori prevedeno v naš jezik čisto tako, da je to. Tukaj je Izis, naša mati zemlja, na oni strani je pa naš oče Bog. Se pravi, Izis, oče Bog. Ja, tako, s tem, da luknja je na sredini, kar pomeni prehod v ono stranstvo, iz to stranstva v ono stranstvo. Aha, se pravi Tako, prehod, tukaj tako. imamo Izis, tukaj pa, se Tako. pravi, ženski, moški princip. Tako. Okay. Točno tako. In ta plošča nam dobesedno pomaga, nam odpira neke vrate v druge dimenzije. S tem pa daja, ker je v obliki sonca, samo dobro. Kot sonce na nas sije samo dobro in zmeraj hoče dobro in polno življenja in radosti in veselja, tako tudi ta plošča je take oblike in nam daja samo dobre pozitivne energije, ki prihajajo tudi iz onostranstva, ne samo iz gline. Vendar, da mi to obogatimo, to glino, jo tudi, bom rekel, obogatimo oziroma jo nekako predelamo, nekako z nekimi postopkami, ki so jih znali že starovirci, ki so, bom rekel, bili znani že vsem, ampak se je skozi ta burna stoletja in vojne to pozabilo. Pokristanjevanje. Tako, je pač to zamrlo in to znanje je nekako šlo v pozabo. Zdaj pa se mi vračamo nazaj in dobivamo to znanje in ga tudi s pridom uporabljamo. Jaz bom bil grozno vesel, ko bo industrija prevzela to tehnologijo in bo delala vse v biopolju. Kaj to pomeni? Da se bomo vozili z zdravilnimi avti, da avtomobili bojo imeli manjšo porabo, da obleke bojo z biopoljem ščitile, bom rekel, nas pred vsem negativnim sevanjem, da bomo hrano, ki jo bo predelana hrana, bila predelana v biopolju in s tem bo tudi zelo užitna in zdravilna za nas. Ampak veste, kaj bojo zdaj kakšni rekli, ne? Ja, kaj zdravilno, to zdravilno, ono zdravilno, tretje. To je vse potem dražje in pol prodajajo pohan zrak. Drži. Tukaj ni nalepke bio, ampak gledajte, je sam mati narava glina in bom rekel, tudi ta glina je pač iz Komende, od gospoda Janeza Feruca. Ampak recimo, če pogledava tele zadeve, se pravi, da je zadeva narejena v biopolju. Tako. Dejva pogledati zvonike in dejva pogledati zvonove. Res je. Seznanjena sem z dejstvom, da v Sloveniji obstajajo zvonovi, ki jih je fajn poslušati. V tem smislu, da se dobro počutiš, da se ljudje ne pritožujejo, da se takrat fajn počutijo, da jim dobra sidra naredi. In obstajajo zvonovi, ker ljudem parajo živce, ker se selijo iz tiste vasti zaradi tistega zvonca in po noči kujejo načrte, kako ga bojo dol zdrli. Drži, drži. V čem je zdaj fora? Fora je v tem, čisto enostavno je. Vsi zvonovi, ki so bili delani pred Prvo svetovno vojno, so bili mojstri, so jih delali in so jih delali v biopoljih. Se pravi, so vlivali zvonove na bioenergetskih točkah, na geomantričnih točkah. Se pravi, zdaj pa to znanje ni več in se vlivajo zvonovi kar v tovarnah, kjer je polno električnega smoga in zelo negativnih energij. In to vpliva. In to se zapiše v materijo zvona in ko on zvoni, to oddaja. On oddaja tudi, kadar ne zvoni. Ampak, kadar zvoni, oddaja to po zvoku. Se pravi, se širi zvokom
se pravi tudi dlje. Se pravi, če so zvon ulivali, ali pa ne vem, tale disk na koncu koncev, Ja. ali pa tale obesek na koncu koncev, Ja. če je delal to nekdo, ki se slabo počuti, je nezadovoljen s plačo, je bolan, ima negativen odnos do življenja, bo, ko se bo ta zadeva uporabljala, ali ko bo zvon zvonil, ali ko boš tole nekam postavil, bo dejansko ta materija to sevala Drži. in to širila. Točno to. To pa sploh za kuharce pomembno, porka flik, s kakšno energijo hrano pripravljajo. Drži. Vse zaradi tega, ker se kuha, moramo biti zelo, zelo, bom rekel, dobrih misli. In v tistem ljubezenskem stanju. Pa pustimo samo to, kadar tudi počnemo druge stvari, je dobro, da smo dobre volje. In isto je tukaj. Tukaj se trudimo, da kadar to delamo, delamo res z odprtim srcem in v najviše dobro vseh nas. Pa nič se silt, ne? Ne, tukaj, kadar pride čas, je treba odložiti in ne drugo početi. Dobro, recimo, dajva pogledati en primer bova dala, ne? Ja. Recimo tale obesek, mali glinasti disk, ne? Ja. Vidim, da je povsod sveta geometrija, jezik loči gor, ne? Tako je. Mi vidimo tukaj samo eno glineno ploščico, Drži. ampak že mali princ je rekel, bistvo je očem nevidno. Drži. In kaj je tukaj bistvo? Bistvo tega je, da je noter biopolje. In to biopolje je take moči, recimo, kot je ena bazična postaja repetitorska. Seveda v plus, ne v minus. In zdaj, če mi to nosimo, nas to ščiti, on pa ne dela samo to, ampak ima nekako, glina ima nek svoj intelekt in ona razume naše misli. In če mi mislimo, da hočemo to in to in to in to, nam ona pomaga, da vse slučajnosti se usmerijo v to in pridemo do tega. Dam vam primer, jaz imam tudi mnenja uporabnikov in oni mi pravijo tako, sem imel izpit, recimo en študent, in se nisem utegnil zadosti pripraviti in sem prosil pač obesek, sem ga primil in sem rekel, daj pomagaj mi, ker zdaj pač je tak stvar, da ne znam zadosti. In kaj se je zgodilo? Švinglat, pomagaj mi. Ja, recimo, lahko tudi to, ampak ni se zgodilo to. Zgodilo se je to, da je bil izpit prestavljen za 2-3 dni. In on se je uspel pripraviti in dobil 10. oceno. Lahko vam povem ime, priimek, ampak se nima smisla. Ne, nima smisla, absolutno nima smisla. Zakaj ste izbrali, zakaj ste dobili sporočilo, da morate dajati gor sveto geometrijo? Glejte, vsaka stvar, ki je gor na biopolju, ona da neko informacijo. In če je to sveta zadeva, daja tudi svete informacije in dobro za življenje, za ljubezen, za zdravje. Prej ste omenili, da je zelo pomembno recimo pri zvonovih, kje se ulivajo, pri vseh stvarih, kje se izdelujejo, ker dejansko dajo noter informacijo in da določene točke na Sloveniji, na zemlji, pač niso primerne za to, da je treba dejansko početi to. Kako pa vemo, kje je dobra točka? Ja, gledajte, zdaj naprav nimamo še za to meriti, ampak imamo pa nihala. Mi radiostezisti uporabljamo nihala, jaz imam polno kolegov, ki skupaj merimo in potem delamo tudi primerjave meritev, tako da pridemo do skupnega imenovalca. Je pa res, da bom rekel, to nekateri ne znajo, ampak jaz mislim, da smo v takem času, ko se ta čut vsem odpira in vsak, ki bo poskusil, primil neko rozeto, ko rečemo mi neki skali in bo zanihal in vprašal nekaj, bo tudi dobil odgovor. Tako da jaz ne vidim to, je treba samo delati, da to steče in potem, ko steče, pol to dela, gledajte, ni problem. Je pa res, da more biti vse te energije, tako nihala, kakor rozete, papirja in vsega tega v vaši energiji. Se pravi, če hočete čim bolj boljši rezultat, mora biti energija taka. Kako pridemo do teh energij? Pa nas je naučil Jurij Humar iz Primskovega, ki je bil čudodelnik in kako, čisto enostavno, z drsanjem. Kadar drsaš, oddajaš energijo, recimo, zdaj, če jaz hočem svojo energijo dati sem, bom drsal. To je, kakor rečemo, ko kuža polula en vogal, da si ga je zacahno. Tako, isto. Zanimivo. A lahko mogoče zmeriva energijo tega prostora in vse te zadeve? Moramo vedeti, da tukaj je kup ene take in drugačne elektronike in vsega ostalega. Poskušam zdržati z kristali, z vodo, z takimi in drugačnimi elementi. Me zanima, kako bo. Ja, gledajte, jaz bom vzel zdaj skalo od 0 do 100% najprej in vprašam, koliko je tukaj škodljivo sevanje za nas. In kaže nekako, da je 60% škodljivo za nas. To je dobro. Če bi šli meriti, recimo, nekje zdrava repetitorja, kaže 300%. Samo tako, da dam malo primerjave. Če pa gremo gledati čist neko skalo moči, kakšna moč je to, ker moč pa zelo dosti pove. In če rečemo, merimo jo v nekih krogih, ni pomembna niti enota, ker
važna je ta primerjava. Ne? In zdaj, če gremo reči, recimo, kakšno moč daje ta plošča, ne? In nam pokaže recimo 1800 krogov. Zdaj pa, če gremo reči, koliko daje pa repetitor tukaj, ki je nekje blizu, evo, recimo jaz ga čutim iz tiste smeri, se pravi, kakšno daje moč, on pa daje nekako tam malo pod 1000 krogov. Se pravi, da ta plošča ga je nadvladala in s tem tudi preprečila njegovo negativno vpliv. Močnejša je. Tako je. Čisto enostavno. A lahko še preveriva za kakšno drugo stvar? Lahko. Kakšno moč daje ta miza? Ta miza. Ja, naravna je, ta prav slovenski les. Glejte, 300 krogov. Rad bi pa dal eno primerjavo. Zmeril bom vašo energijo, če seveda smem, z vašim dovoljenjem, in boste videla. Glejte, smo zelo nizko, moram vzeti rozete, ki nam bojo zmanjšale zadevo. Evo, in kaže, joj, še manjšo. In nam kaže, da imate nekako 1,5 kroga bioenergetične. Cel krog. Cel krog. Glejte, pred enim letom smo mi to merili z neko drugo rozeto in ko sem imel jaz 80 stopinj, 180 stopinj, se pravi pol kroga, sem bil grozno vesel. Ampak danes je pa temu že drugače, ker vemo, kaj je treba jesti, kaj je treba piti, kaj je treba delati, kako je treba se gibati, kako fizično kondicijo pač ravnati in vse te zadeve in pa se tudi, bom rekel, pogovarjati z višjimi dimenzijami, z meditiranjem, z mantranjem, bilo kaj. Lahko zmeriva še to sliko? Deva zmeri še to sliko. Lahko, ja. Če ima kak krog ali pa pol. Veste kaj je? To pa je prav, da povem. Mojster, ki jo je izdeloval, je pustil tudi energetski podpis v njej. No, ravno zaradi tega me zanima. Ja, to pa bo malo večje. Bo pa malo večja? Ja, on ima pa okrog 225 krogov. 225 krogov? No, ta mojster sem jaz. No, ma glejte, bila ste najbrž zelo, zelo povezana. Ali pa jaz bi rekel, ne sem povezana. Nekje ste morda bila v tistem prav prijetnem stanju. V transu. Tako. No, super. Ali pa ste bila tudi na taki geometrični točki, recimo, kjer je tudi Ja, po moje zakonje. pri meni doma ni geometrične točke. Se da tudi to zmeriti, no. Se da tudi to zmeriti. Kaj pa tole? Tole ste tudi prinesel zraven, tudi vidim sveto geometrijo. Kaj pa je tole? Glejte, to je pač, bom rekel, sama rožica iz žitnih polj. To je tudi ista, je ta. Sam to je v glini, zdaj pa se trudimo, da bi šli tudi, bom rekel, na kovino, ker nekaterim je bolj pri srcu kovina. Aha, vi to zmerite, kaj je za katerega človeka najbolj? Lahko tudi tako, ampak jaz pustim, da kar oni sami to presodijo. In rečejo, veste, to mi je pa bolj všeč. Čisto tako na pogled, ker da bi vi rekel, meni pa je tisto besek všeč in pač bi rekel, no, izvolite, imejte ga. Je pa tudi to možnost, da spoznavamo nove energije. Tudi prihajamo do teh energij novih in potem lahko vse te stvari nadgradimo. Razumete? Zdaj, kako to delamo, pač tu so spet razne metode in postopki, lahko s povezovanjem raznih geometričnih točk, lahko tudi z generatorji, lahko tudi z regulatorji, ker to so regulatorji polja. Se pravi, da on ne oddaja zdaj vam energijo maksimalno, ko sem jaz primeril, ne? Se pravi, tistih 1800 krogov, ampak daja toliko, kolikor je za vas najviše dobro. Vi dobivate tako zdaj energijo od te plošče, ki je za vas trenutno najboljša. Ne preveč, pa ne premalo. Tako. Razumem, ne preveč, pa ne premalo. Da smo v balansu. Drži. Govorili ste o točkah. A je Slovenija polna vseh teh točk? Ja, gledajte, ne rečejo zastojn, da je Slovenija srce Evrope. Evropa ima toliko lepih krajev in tudi pozitivnih krajev in energije so fantastične. Jaz sem hodil okrog z mojim bratom, ker on pač dela zvonove in se ubada zvonovmi, ampak sva lovila te energije in sva jih zapisovala, čist z drsanjem ali pa žarjenjem določenih materialov in ko se on žari, potem posrka tisto energijo v sebe in ima potem tisto energijo v sebi. In te energije smo potem prinesli domov in smo pač lahko delili te stvari v tem polju. Ni bilo treba jeti tja gor na tisto geometrično točko. Recimo kot na Svete Višarje, Sveta Gora, ali pa v Vindgarju, ali pa, ne vem, na Pokljuki in tako naprej. Kaj pa Mesečev zaliv? Ja, gledajte, tam nisem bil, jaz, ma brat je pa že bil. Krasno. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala lepa za vse, kar ste nam pravzaprav zaupali in delili z nami. Še kakšna informacija tudi na www.klepetobkavi.si.
Verjamem, da ste slišali kakšno informacijo, ki si jo je pa včasih fino tudi zapisati, kajti pravijo, da pametni pišejo in si zapišejo. Če pa nimate dostopa do interneta, brez skrbi, ne ignoriramo vas. Prava telefonska številka je 02 6200 230 in oglasijo se nam vaše svetovalke in vam povedal vse, kar želite izvedeti.